Spoštovane gospe novinarke, novinarji, iskrena hvala, da ste se v tako velikem številu udeležili te pomembne novinarske konference, ki smo jo sklicali zaradi resnično pomembne stvari, ki se je zgodila dokončno v tem tednu. To je ta sprejem zakona o zagotavljanju sredstev in financiranja slovenskega zdravstva. Zgodovinski dogodek. Vse preveč se je v preteklosti stopicalo na mesto, premalo se je razmišljalo o potrebah slovenskega zdravstvenega prostora. In to, kar se je zdaj zgodilo, je seveda ena strahotna pridobitev za slovenski zdravstveni prostor in pa seveda tudi za Univerzitetni klinični center Maribor. Uvodoma moram poudariti, in to iskreno se zahvaljujem politiki, predsedniku vlade z njegovo ekipo, ministru za zdravje z njegovo ekipo in pa vsem poslancem, ki so v tako velikem številu izglasovali ta zakon in s tem potrdili pravilno razumevanje problemov slovenskega zdravstva. In res v mojem imenu in v imenu UKC Maribor iskrena hvala za ta nadvse pomemben zakon, ki so ga sprejeli. Zakon zagotavlja resnično velika sredstva za potrebe slovenskega zdravstva. Vemo, da govorimo o preko 2 milijardah sredstev, ki bodo porazdeljena med terciarne centre, ostale bolnišnice, primarni nivo, s poudarkom tudi za investiranje edukacije študentov, kadrovsko politiko, skratka en konglomerat dejavnosti, ki v nadaljnjih 10 letih potekajo z sredstvi, ki so zdaj dokončno potrjena in odobrena. Seveda je na UKC Maribor moramo gledati iz vidika osnovnega poslanstva. To je obravnava, kvalitetna, strokovna obravnava bolnikov. Bolnik je vedno bil in ostaja v našem osnovnem razmišljanju. Jaz gledam na UKC Maribor tudi kot na poslovni objekt, ampak tisto je sekundarnega pomena zdaj v tej fazi. Bolnik v centru dogajanja, zagotoviti mu moramo res kvalitetno obravnavo. Da pa zagotovimo, kot pravim, res kvalitetno obravnavo, je pa potrebno imeti usposobljen kader, primerne sodobne aparature in pa seveda tudi prostore, kjer bo ta kader s temi aparaturami izvajal to vrhunsko, visoko kvalificirano dejavnost. Prav na tem se, glede na malo zgodovinska dejstva, v zadnjem času na področju aparatur se je UKC Maribor kar precej okrepil. Vendar pravega premika ni bilo nikoli, ali pa vsaj zadnjih nekaj let, na področju investicij v infrastrukturo, v stavbe, pa vemo, da je UKC Maribor ujet v en kare z omejitvami okoli in se dejansko širitve tudi z tega področja niso mogli ravno pravilno izvajati, pa tudi miselnost je morda sedaj nekoliko drugačna in zavedamo se, da številni naši oddelki funkcionirajo v dostikrat nemogočih pogojih. Mi smo, ko smo začeli razmišljati o tem zakonu o investicijah v zdravstvo,
na nivoju Ministrstva za zdravje, seveda po konzultaciji znotraj same ustanove, izdelali 10 prioritet na poziv ministrstva, 10 prioritet, kaj je potrebno v bistvu za našo ustanovo prednostno obravnavati s tem razpoložljivim denarjem, ki bo v nadaljnjih 10 letih. O tem sem že nekaj govoril, vam tudi predstavil vsem zaposlenim, da so informirani glede aktivnosti, ki bodo. Pa zelo na kratko ponovim, nadgradnja onkologije, kjer v trenutnem stanju kljub visoko strokovni obravnavi in pa tem povečanem prilivu onkoloških bolnikov delajo v zelo tesnjenih prostorih na 10 do 12 posteljah. Potem je tu projekt izgradnje nove negovalne bolnišnice, slovenski zdravstveni prostor je v silnem pomanjkanju tovrstnih postelj, negovalnih postelj. Potem projekt infekcijske stavbe. COVID nas je precej izučil, da so te nepredvidljive bolezni in infekcijska stroka sila pomemben dejavnik, ki nam na številnih segmentih potem kroji delovanje našega vsakdana, našega izvajanja ostalega programa, skratka izgradnja infekcijske klinike. Patologija dela v precej dotrajanih prostorih, razmišljamo o novogradnji za patologijo. Velik poudarek dajemo izgradnji, širitvi intenzivnih postelj. Na kirurgiji se situacija nekoliko izboljšuje, vendar je kar utesnjeno stanje na kliniki za interno medicino, na nevrološkem oddelku, skratka širitev intenzivnih postelj. Potem je ta nikoli dokončan urgentni center, kjer smo prišli do določene faze, pa premika za še boljše funkcioniranje ni bilo nikoli. Ker sem kirurške stroke in tudi moj cenjeni kolega profesor Vogrin, vemo, v kakih pogojih se v našem operacijskem bloku izvajajo operativni posegi, seveda visoko strokovno, vendar včasih bi rekel kar na meji tistega, kar zagotavljajo sodobno opremljene medicinske teleoperacijske dvorane, skratka obnova kirurškega bloka. Potem dejavnosti okoli naše kuhinje, kjer skrbijo za številne obroke, za zaposlene, bolnike in tako dalje. Pa še posamezne druge aktivnosti. Razmišljamo v neki kasnejši fazi tudi o utesnjenosti ortopedskega oddelka, ki je tudi treba iskati novo rešitev v bodočnosti. Skratka, nabor 10 prioritet, ki jih želimo v tem ciklusu, investicijskem ciklusu 10 let, sprovesti. Naše službe po številnih sestankih, navodilih vodstva delajo zelo intenzivno, potrebno je izdelati vso potrebno dokumentacijo, pripraviti se na razpise, dela je ogromno, ampak vsi se zavedamo in naše ustrezne službe imajo navodila, na tem segmentu nekega popuščanja ni zamud, kajti verjamem, da tisti, ki bo zamujal z dokumentacijo, pač ne bo deležen teh sredstev. Še samo predstavitev, bilo je objavljeno in to tudi po sestankih na ministrstvu je nekje zagotovljeno, da oba klinična centra dobita skupaj tam nekje okoli 760 milijonov evrov in po pogovorih na ministrstvu in tudi z vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bomo tu res vztrajali na fair playu, na dogovoru. Dvakrat večji so od nas, pa naj gre v Ljubljano brez vsakršnih zadržkov strani
naše bolnišnice recimo okoli 500 milijonov, vendar ta hiša si zasluži pa preostanek 250. Tako da to so enormna sredstva, mi lahko iz Univerzitetnega kliničnega centra naredimo res tudi prostorsko gledano vrhunsko ustanovo, kjer bo zaposlenim omogočeno kvalitetno in prijaznejše delovanje. In ko se vrnem na začetek, predvsem pa našim bolnikom zagotovljena ena kvalitetna obravnava v sodobnih opremljenih prostorih. To je naš cilj, to je naša obveza in vse bomo naredili, da bojo stvari potekale v pravi smeri. Pa še enkrat, res zgodovinski zakon, marsikaj je bilo obljubljenega, marsikaj se je govorilo, vendar k dejanjem izvedbi žal nismo prišli. Sedaj smo v fazi, ko je pa stvar tako daleč, da smo optimisti, to vliva optimizem vodstvu ustanove, zaposlenim, da bomo res se premaknili in bomo začeli, seveda v dolgotrajnem procesu, ne gre čez noč, delovati v izboljšanih pogojih in še enkrat zahvala vsem, ki so z veliko mero razuma, zdravega razuma, uvideli potrebe in to nam tudi omogočili. Profesor Vogrin ima tudi pomembne podatke, ker mi ne mirujemo, aktivni smo že vse skozi, tudi podatke o aktivnostih, ki že potekajo in bi prosil, Matjaž, če še te stvari predstaviš. Ja, hvala lepa, gospod direktor, ki je pravzaprav že skoraj vse povedal, tako da imam jaz na razpolago dosti manj časa, ampak bom z veseljem potrdil to, kar je direktor povedal, namreč sprejetje zakona o investicijah v zdravstvu v takem obsegu ocenjujem kot najpomembnejši dokument na področju zdravstva v Sloveniji v zadnjih 20 letih. 750 milijonov za oba klinična centra predstavljata dejansko osnovo, da se mi lahko resno lotimo sprememb na področju investicij, na področju opreme in tako naprej. Brez tega bi pravzaprav životarili še naprej, kot smo životarili v zadnjih 10-20 letih. Kar se tiče opreme, je res, število novih aparatur se je v zadnjem letu bistveno spremenilo. Tu je še en poudarek na tem, da je investicije, ki so bile v zadnjem letu izvedene na področju zdravstva in sicer v okviru COVID sredstev, so omogočili nakup od ultrazvokov, endoskopov, EKG in tako naprej. Skratka, število aparatur se je bistveno povečalo in tega smo izredno veseli. Kar se tiče stroke, ocenjujem, da so v naši ustanovi številni prioritetni projekti, nekateri je naštel direktor, nekateri pa že potekajo v tem trenutku. Vse zanima verjetno oddelek za pljučne bolezni, o katerem smo govorili v zadnjih 20 letih. Stvari se niso premaknile do pred 14 dnevi. Pred 14 dnevi z zadovoljstvom sporočam, da so se pričela gradbena dela in da projekt že poteka. Tukaj pred sabo imam natančno časovnico in če pogledamo samo zadnjo številko, selitev oddelka 15.6.2022, skratka junija prihodnje leto, načrtujemo preselitev oddelka za pljučne bolezni na matično lokacijo. To je zagotovo 20 let prepozno, ampak tudi, če bo prihodnje leto, bomo mi s tem zelo, zelo zadovoljni. Potem bi tukaj še posebej omenil, da nekateri projekti so že zaključeni. Pred 14 dnevi oziroma 3 tedni smo zaključili z projektom reorganizacije in posodobitve urgentnega centra. Tudi o tem, da se bo ta internistična prva pomoč in kirurška prva pomoč ali urgenca združili na eni lokaciji, se je govorilo že 20 let. Prejšnji mesec smo to dejansko realizirali in to realizirali v prostorih, ki so obnovljeni in temu primerni. Seveda še sledi naslednji korak, nadgradnja urgentnega centra, ampak to je projekt za naslednje srednjeročne obdobje. Tako da številni projekti v tem trenutku potekajo.
Zelo smo zadovoljni s tem in če se navežem na besede direktorja, učinkovitost je naše osnovno vodilo oziroma kar želimo izboljšati je učinkovitost delovanja v sami ustanovi in pa zelo si želimo tudi oziroma bomo vztrajali pri tem, da so vsi procesi, ki potekajo, transparentni. Skratka, učinkovitost in transparentnost sta naše vodilo, tako da o vseh projektih, če želite, boste obveščeni o fazah, o odgovornih ljudeh, o terminskih načrtih in tako naprej. In znotraj bolnišnice bomo izpostavili odgovornost za izvedbo posameznih faz projektov. Pri tem bomo vztrajali in če tega ne bo, seveda ne bomo pri delu uspešni. Tako da toliko zaenkrat z moje strani, jaz se veselim, da bomo z temi projekti nadaljevali in jih dejansko tudi realizirali. Hvala lepa. Dokončne potrditve ali kakega pisnega zagotovila ni, ampak verjamem na sestanku z ministrom, direktorjem UKC Ljubljana in nami je nekje dogovor proporcionalno glede na velikost. Z drugimi besedami, ukolikor govorimo o 750 milijonih, je po tem dogovoru v Ljubljani 500, pri nas pa 250. To je dogovor in verjamem na besedo, da bo tako tudi potekalo. Seveda bomo se mi zelo, zelo borili za naš kos pogače, to pa pomeni tedenski obiski na ministrstvu in tako dalje. Tukaj je ravno pomembna tisti nabor naših prioritet. Časovnice so bolj ali manj znane. Nam se na nekaterih segmentih zelo mudi, zato še enkrat poudarjam, službe, ki so zadolžene za izvedbo, pripravo vse dokumentacije, res delajo 24 ur na dan, ker se mudi. Mi moramo vedeti, da smo časovno vezani na evropska sredstva, recimo infekcijska klinika se financira, ampak to gre vse v skupen koš, ki sem ga prej omenil. Je določen termin, leta 23, konec 23-24 se začne rušenje obstoječega infekcijskega oddelka in izgradnja novega. Terminsko onkologijo smo mi iz več razlogov postavili na vrh naših prioritet s temeljitim premislekom. Eno je potrebe stroke, kar sem prej omenil, res veliko pomanjkanje posteljnega fonda in pa ambulantnih prostorov in sob samega oddelka. Drugo je pa to en vezan ciklus. Po dogovoru z predstojniki vseh vključenih oddelkih je plan takole, da mi z onkologijo moramo pričeti čim prej, jo poskušati dokončati ali pa po zagotovilih stroke jo lahko dokončamo do konec leta 23, začetek 24. In s tem se mi rešimo enega velikega problema. Namreč, ko se infekcijska stavba poruši, moramo ta pomemben oddelek z vsemi dodatki COVID bolnikov nekam umestiti. In pri naši omejenosti prostorov je to lahko velik problem. Po razgovoru predstojnikov vključenih in omenjenih oddelkov pa lahko v ta prvi del, se pravi izgradnja z opremo bolniških postelj, začasno te bolnike, infekcijske COVID bolnike, namestimo v zgornji dve
izgrajeni etaži bodočega onkološkega inštituta in jih z izgradnjo infekcijske stavbe izselimo. To je kot pravim, tudi dobra rešitev, ker sicer tako pomemben oddelek in tako velik oddelek, ko je naš infekcijski oddelek z vsemi temi COVID potrebami, je težko najti in sicer prostor v sami hiši. Prioritete se lahko spreminjajo. Nam lahko čez noč neka stvar se spremeni in iz tega nabora skoči na vrh glede na potrebe. To je nekje osnovno naše razmišljanje, spremembe so pa možne. Na vseh segmentih zaradi pridobitev vseh sredstev, kandidirati za sredstva je pa potrebno zelo hitro pripravljati dokumentacije in biti pripravljen, ko se sredstva delijo. Zdaj, če govorimo še lahko konkretno o terminskem planu, mi morate vedeti, da 3 od teh investicij, ki jih je direktor navedel, bodo financirane s strani Evropske unije, skratka z evropskih kohezijskih skladov. Tukaj govorimo konkretno o infekcijski kliniki, govorimo o negovalni bolnišnici in govorimo o oddelku za pljučne bolezni. Pljučni oddelek, kot sem že povedal, bo zagotovljena izgradnja v letu 2022, to se pravi prihodnje leto, junija. Negovalna bolnišnica leta 2023. Zadnji rok za izgradnjo infekcijske klinike pa je začetek leta 2027. Skratka, to so termini, ki so že vnaprej postavljeni. Seveda so pa še številne investicije, ki bodo prišle vmes, ki bodo sočasno potekale. Recimo ena od prioritet je pedopsihiatrija, najprej v ambulantnem delu, potem pa tudi še v hospitalnem delu. Tu so potrebe na nivoju države enormne in moramo odreagirati kot ustanova, terciarna ustanova in pa tudi kot država kot taka. Urgentni center in pa seveda te stvari, ki jih je že navedel direktor. Tako da te stvari bodo potekale sočasno, prepletalo se bo, nekaj se bo financiralo iz evropskih kohezijskih skladov, nekaj pa direktno se strani ministrstva. Seveda pa si želimo nekaj investicij izvesti tudi sami, ker smatram, da smo kot ustanova, ki ima letni proračun čez 220 milijonov evrov, tega tudi sposobni. V zvezi s tem zakonom, to bo razpisi, na katere se boste prijavljali, ali ko boste imeli projekte dovolj pripravljene, bodo pač glede na vaš spisek želja vam financirali. Kako boste pravzaprav prišli lahko do tega denarja? Denar je po tem ključu, o katerem govorimo, bolj ali manj predviden, kdo komu pripada. So pa seveda cikli, koliko v leto 22, 23 in tako dalje. To so dogovori z ministrstvom in pa zelena luč strani ministrstva za nek projekt. Seveda od njih moramo dobiti odobritev in vsa potrdila, da lahko to izvajamo. Pomembno je tisto, mi moramo biti na naši strani pripravljeni z vso dokumentacijo, z vsemi temi stvarmi, ki jih znotraj hiše moramo pripraviti, in ko smo mi pripravljeni, kandidiramo. Predstavimo projekt, ki je tako daleč, potem pa glede na terminski plan porabe sredstev se odobrava strani ministrstva po uvrstitvi v ta nabor prioritet. Po nekem ključu se denar deli. To so dogovori, dogovorom verjamemo in smo sila veseli, da smo te dogovore tudi znotraj skupin dosegli. Velik del je zdaj na nas. Priprava dokumentacije, kajti brez pripravljene dokumentacije seveda projekta ni, kljub recimo obljubljenemu ali pa planiranim sredstvom. Veliko dela nas čaka v UKC. Zakon pa ne govori o obdobju 2021-2031, že letos skoraj. Kje ste s katero projektno dokumentacijo že tako daleč, da bi morda lahko že letos jo vložili na ministrstvo in zaprosili sredstva, oziroma prihodnje leto, kateri projekti so zdaj prvi lahko? Ja, izvolim. Ja, kot sem povedal, že v tem trenutku potekajo dela selitve pljučnega oddelka na matično lokacijo. To je več milijonov vredna investicija, ki v tem trenutku že poteka. Skratka,
Dokumentacija je bila pripravljena, izbran je bil izvajalec, postopki naročanja so bili zaključeni in dela v tem trenutku že potekajo. Kot rečeno, načrtujemo v prihodnjem letu pričetek gradnje oddelka negovalne bolnišnice na Pljučnem Pohorju in kasneje tudi vseh teh ostalih stvari. Konkretno z lastnimi sredstvi načrtujemo tudi širitev pedopsihiatrije, govorimo o ambulantnem delu, bomo pa seveda hkrati kandidirali tudi za sredstva na nivoju države. Namreč država mora v proračunu zagotavljati vsako leto določeno količino sredstev in ta sredstva se bodo po ključu, ki ga bo pripravilo ministrstvo, delilo. Tudi tukaj računamo na transparentnost. Namreč v preteklih letih lahko mirno trdim, da v mnogih primerih delitev sredstev ni bila transparentna na nivoju države in upamo, da bo tukaj prišlo do spremembe in da se bodo sredstva delila transparentno, ker namreč bolnik v Murski Soboti ali pa v Mariboru je enako vreden kot bolnik v Ljubljani ali pa na Primorskem. Tako da to je naše stališče. Mi kot terciarna ustanova moramo zagotavljati enakovredno zdravstveno obravnavo na terciarnem nivoju, kot so jo deležni pacienti v drugih slovenskih regijah. In glede že pripravljene dokumentacije, kot je rekel strokovni direktor, negovalna bolnišnica je zelo aktualna in je v zaključni fazi pripravljanja dokumentacije, pljučni oddelek se seli. DIP in vsi nadaljnji postopki izdelave dokumentacije za onkološki širitev našega onkološkega oddelka je pripravljena. Trenutno smo v velikem zagonu in resni fazi priprave dokumentacije za infekcijsko stavbo. Že v preteklosti je bilo precej izdelanega, nekaj tudi dokončanega, nekaj je treba še dopolniti, nadgradnja urgentnega centra in obnova operacijskega bloka. Vse ostale stvari sprotno potekajo. Še enkrat, dokumentacija mora biti pripravljena, pa lahko rečem tudi na zalogo, in ko bo aktualno, samo pride do faze pogajanj in pa dogovorov glede pričetka gradnje. Toliko sem spraševala, zato ker ključnega niste omenili v naboru teh 10. Jaz sem to posebej omenil, tako da... Tako da to je ta 10, ker vi ste jih 9 našteli. Ključni oddelek je projekt, ki je že tako daleč, da ga v nabor tistih naših 10 velikih investicij nismo umestili. Ključni oddelek se že dela, kot je omenil profesor Vogrin, strokovni direktor, gradbena dela potekajo, potem je nabava opreme, potem je dokončno umestitev oddelka, čimprejšnja selitev zaradi strokovnih kriterijev, ker dislociran pljučni oddelek strokovno gledano ni najboljša varianta. Zakaj se nam pa mudi z vsem tem? To, kar je bilo poudarjeno, čim prej začeti v izpraznjenih stavbi pljučnega oddelka z izgradnjo, obnovo negovalne bolnišnice. To je tudi velik problem slovenskega zdravstva. Če mogoče lahko dodam samo še to. Vse te investicije bodo gotovo potrebovale oziroma bo nujno potrebno zagotoviti tudi ustrezen kader. Pričakujemo, da se bo število zaposlenih medicinskih sester, zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v prihodnjih letih bistveno povečalo, ampak ne samo povečalo, mi bomo sistematično skrbeli tudi za strokovno rast vseh teh dejavnosti. Govorimo o onkologiji, govorimo o kirurgiji, govorimo o pulmologiji, o psihiatriji in tako naprej. Skratka, ne samo investicije v stavbe, ampak tudi investicije v ljudi, v zdravstvene delavce, ker samo na ta način bo zdravstvena storitev optimalna na najvišjem možnem nivoju. Na spletni strani Ministrstva za zdravje je opisan ta zakon. Tam je zapisano, v Mariboru se planira preureditev OP bloka, izgradnja prizidka kliniki za interno medicino in nadgradnja stavbe oddelka za onkologijo. 3 projekti.
ste jih našteli 9 oziroma 10, govorite, kako to razhajanje morda komentirate? Morda imajo podatke, to, ko so navedli odprej, že več kot en mesec je ministrstvo seznanjeno na njihovo zahtevo z naborom 10 najbolj aktualnih dejavnosti, širitev, izgradenj Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Strinjali so se, pregledali prioritete, to je pomanjkljiv seznam, sigurno so seznanjeni tudi o ostalih potrebah.